Spoštovani udeleženci današnjega webinarja, lepo pozdravljeni ter dobrodošli na današnjem webinarju z naslovom Kako izkoristiti priložnosti na obrambnem področju s podporo partnerstva Siene. Se opravičujemo za majhno zamudo, ker smo imeli tehnične težave, ampak sedaj upam, da bomo uspešno nadaljevali. Najprej, moje ime je Matej Gajzer, prihajam iz TCES ter vodim tudi TCES in hkrati vodim tudi partnerstvo Siene. Danes vas bom vodil nekako kot moderator dogodka, hkrati pa bom sodeloval tudi kot govorec v več sklopih, kjer bomo predstavili neke konkretne aktivnosti in priložnosti za vključevanje slovenskih deležnikov v nacionalne in obrambne mednarodne programe. Zdaj, tale webinar je preprosto namenjen vsem, ki jih zanima vključevanje v obrambno okolje, ne glede na to, ali imate že izkušnje ali ne, ali pa šele razmišljate o širitvi svojih kompetenc, svojih programov v kontekst vojne rabe. Sedaj v naslednjih 90 minutah bomo skupaj z gosti iz Ministrstva za obrambo Republike Slovenije poskušali predstaviti, odgovoriti na morebitna vprašanja, odgovoriti na morebitne nejasnosti, predvsem s ciljem, da se boste v teh razmerah, ko so kar precej kompleksne in tudi precej verjetno neznanega, da upamo, da se boste tudi bolje znašli v tem obrambnem okolju. Zdaj nekaj osnovnih informacij. Ta dogodek se snema. Že uvodoma imate vsi izklopljene kamere in mikrofone, tako da ne boste mogli zraven sodelovati, dokler pač vam naši moderatorji ne bodo dali in omogočili tega dostopa. Zakaj tudi dogodek snemamo? Dogodek snemamo iz preprostega razloga, zaradi izredno povečanega zanimanja, bi rekel, slovenske javnosti, podjetij, raziskovalnih organizacij za področje obrambne aktivnosti, kaj se dogaja, kako se dogaja in kje bi se lahko vključili. Zato smo se tudi skupaj s predstavniki Ministrstva za obrambo odločili, da bomo pač posnetek tega webinarja omogočili tudi vsem ostalim, ki bo jih kasneje preprosto ta zadeva zanimala in si bodo lahko ponovno pogledali, kaj bomo danes predstavljali. Mogoče še nekaj osnovnih navodil. Onemogočili smo tudi chat. Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko vprašanja postavljate v question and answers. Moderatorji bodo to pogledali in potem tista vprašanja potem tudi seveda predstavljam, bomo tudi potem govorce, ki bodo pač pozvani, jih bomo poskušali nasloviti, da bodo lahko dali odgovor. Še nekaj pravil, ko boste pozvani za besedo, seveda tisti, ki boste želeli, tudi dvignite klasično rokico. Ko boste pozvani k vprašanju, komentarju, prosim, aktivirajte kamero in mikrofon, moderatorji vam bodo omogočili in takrat se tudi na začetku predstavite, da bomo vedeli, od kod prihajate. Po zaključku govora seveda izklopite mikrofon in kamero. To je zdaj bilo nekaj uvodnih, bi rekel, napotkov, sedaj pa še kratka predstavitev programa, preden predstavim tudi naše današnje govorce s strani Ministrstva za obrambo. Nekako smo si zastavili program današnjega dogodka takole, da najprej vam predstavimo res osnovno predstavitev mednarodnega obrambnega okolja, programov ter podpornih ukrepov, ki temu sledijo. Zadeva je kompleksna, zato je bolj namenjena resnično osnovnemu pregledu, za kakršnakoli vprašanja, bolj podrobna vprašanja in smo kasneje tudi na voljo po temu webinarju.
Potem po predstavitvi evropskega obrambnega okolja, pri čemer se danes orientiramo, kot smo rekli, predvsem na evropsko obrambno okolje, manj na mogoče NATO ali kaj podobnega, ampak predvsem na evropsko obrambno okolje, se bomo dotakli nacionalnega obrambnega okolja z osnovno predstavitvijo temu, kaj je, kakšne možnosti obstajajo za vas in kje se bi lahko vključili. Kot naslednji del pa bodo nekako seveda tudi predstavitev, kakšne so bile koristi celostnega pristopa Ministrstva za obrambo in TCES pod okriljem partnerstva Siene, kaj smo dosegli na račun takšnega vključevanja, kje se lahko najdemo, kje lahko omogočimo našim slovenskim partnerjem vključevanje v mednarodno okolje ali pa nacionalno okolje. In seveda potem na koncu zelo na kratko, kako postati član TCES in Siene in seveda potem še kakšno vprašanje. S tem bi jaz zaključil ta prvi uvodni del, samo da še pred nadaljevanjem, da še predstavimo današnje govorce. Z nami so trije predstavniki Ministrstva za obrambo, dr. Liljana Brožič, vodja oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj na ministrstvu, odgovorna, lahko bi rekel, za večino, če ne celo vse razvojne aktivnosti obrambnega sektorja, seveda odgovorna za nacionalne in mednarodne R&D programe in oblikovanje strateških usmeritev. Nadalje je z nami polkovnik Robert Šipec, načelnik sektorja za energetsko učinkovitost in zeleni prehod na ministrstvo, odgovoren je za koordinacijo nacionalnih mednarodnih aktivnosti, večina seveda tukaj na področju energetske odpornosti, obrambnega sektorja, je tudi predstavnik Slovenije, Ministrstva za obrambo v večina teh delovnih skupin oziroma programe, ki jih bomo danes predstavili, in hkrati je bil tudi predstavnik Ministrstva za obrambo v aktivnostih oziroma projektih, ki smo jih vodili Slovenci. Nadalje še pa je z nami Ajda Vodlan, podsekretarka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj, ki pa seveda odgovorna predvsem za področje Evropske obrambne agencije, za večino vseh teh aktivnosti, pri katerih bo tudi potem nekaj pomagala predstaviti. Tako bi se potem kar osredotočil na nadaljevanje in najprej bi uvodoma povabil k uvodnemu pozdravu dr. Liljano Brožič. Če si lahko vklopite računalnik, kamero in mikrofon. Dober dan, lepo pozdravljeni, se slišimo? Torej, dober dan, lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za obrambo, še posebej z področja Direktorata za logistiko. Jaz sem vodja oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj in moram reči, da se v zadnjih dobrih 2 letih zelo intenzivno ukvarjamo z najrazličnejšimi pobudami, tako mednarodnimi kot nacionalnimi, na področju raziskav, razvoja in inovacij. Danes vas samo res v tem trenutku lepo pozdravljam, sem zelo vesela, da ste se odločili za prijavo na ta dogodek in seveda računam, da vam bomo v nadaljevanju povedali čim več zanimivih stvari, s katerimi se boste lahko vključili v najrazličnejše pobude na tem področju in da bomo čim bolje sodelovali. V nadaljevanju pa povem kaj več, tako da predajam nazaj besedo moderatorju. Hvala lepa za uvodni pozdrav, dr. Brožičeva. Potem pa mi kar nadaljujemo skladno današnjemu programu. Kot je bilo rečeno, bomo najprej pregledali mednarodno evropsko obrambno okolje. Namen je takšen, da uvodoma bom jaz predstavil nek pogled, bomo rekli, uporabnika ali pa tistega, ki je direktno udeležen v teh programih, neko svoje mnenje sedaj že imamo o tem. Pri tem mi bo pomagala tudi Ajda Vodlan iz Ministrstva za obrambo in potem v naslednjih minutah, zadnjih minutah bodo seveda tudi predstavniki MORS-a še podali kakršnekoli svoje izkušnje ali mnenje na podlagi na to tematiko. Na vprašanje bomo odgovarjali ob koncu tega. Če imate vprašanje, ga vmes zastavite in bomo potem temu tudi ustrezno bodo moderatorji pogledali in ga omogočili. Najprej, lahko rečem samo iz lastnih izkušenj, ja,
evropsko, zdaj se orientiramo primarno na evropsko obrambno okolje. Ja, postala je zadeva zelo kompleksna, ogromno nekih programov, ogromno projektov, ogromno akronimov in nekje nekdo, ki se morda s tem ne ukvarja fokusirano, seveda se začne izgubljati. In zato je tudi namen današnjega webinarja, da vam na hitro predstavimo osnovne zadeve. V nadaljevanju bo kar nekaj slajdov, ki jih ne bom podrobno razlagal, želimo pa samo nakazati preprosto, kaj vse je, in kasneje, ko boste dobili pač tudi možen posnetek in tudi samo predstavitev, si boste lahko v miru to pogledali. Najprej, kar je zelo pomembno pri celotni zadevi, je, da ločujemo med Evropsko obrambno agencijo in med Evropskim obrambnim skladom. Evropski obrambni sklad je finančni instrument Evropske komisije, ki je namenjen dejansko spodbujanju obrambnih raziskovalno-razvojnih aktivnosti. Cilj tega sklada je seveda zmanjšati razdrobljenost ter spodbuditi predvsem razvojno sodelovanje med članicami Evropske unije in seveda posledično tudi spodbuditi povezovanje civilnih predstavnikov, se pravi podjetij, raziskovalnih organizacij v teh programih. Eden izmed, bi rekel, kar precej pomembnih zadev je predvsem v zadnjem času, nekakor ne moremo mimo dejstva, da živimo v času, ko se pravzaprav ta slika Evrope in sveta korenito spreminja, in seveda, kot vidimo, zaradi tega so raznovrstni pritiski, raznovrstne zadeve se izredno hitro spreminjajo in v zadnjem, predvsem bi rekel, v zadnjih 2 mesecih, moje osebno mnenje, predvsem, ko je prišel nekako na oblast Donald Trump, se mi, da so se zadeve še pospešile. Se pravi, Evropa v tem trenutku izredno dosti vlaga, izredno ustvarja ogromno nekih aktivnosti, da bi to spodbudila. Mogoče samo tukaj na Evropskem obrambnem skladu mogoče ena zanimiva stvar. Zelo je želja Evropske komisije, da se spodbudi tudi podjetja, ki morda sedaj nimajo nekih izkušenj, nimajo še nekih rešitev, imajo pa kompetence, imajo pa neke zmogljivosti. Se pravi, ta program je tudi eden izmed programov, ki omogoča, ki spodbuja, da se takšni partnerji vključujejo nekako v obrambne iniciative, skupaj seveda s tistimi, ki to bolje poznajo ali so pa že kar priznani akterji na tem področju. Mogoče kaj je tu samo zanimivo, za vse tiste, ki ste na tem MSP in midcap izraza, kot vidite, to pomeni izraze MSP poznate, midcap pa morda manj. To so prej, MSP so mala srednja podjetja, midcap pa so po naših, kar se predvsem v Sloveniji, mislim, da imamo samo eno industrijsko podjetje, ki presega res izraz veliko, večina drugih, ki pa jih osebno poznam, pa dosegate v evropskem ali pa mednarodnem prostoru, bi lahko rekel midcap. To je do 3000 zaposlenih. In zakaj to govorim? Ker to so pravzaprav bonusi v Evropskem obrambnem skladu, so to bonusi za pri prijavi projektov. Se pravi, morate gledati tudi, da to pozitivno, ker preprosto veliko podjetje za slovenske razmere, 1000 ali pa 1500 zaposlenih v mednarodnem prostoru, ni toliko morda pomemben akter, kot pa tisti, ki jih imajo po 17 pa 10 milijard in podobno prometa. Tukaj je najbolj pomembno samo tole, Evropski obrambni sklad, okrog 8 milijard prometa, zdaj že 5. leto oziroma že celo 6. leto se izvaja od leta 2001, del je namenjen za raziskave, del za razvoj. Pomembno, prijavljajo se mednarodni konzorciji, vsaj 3 partnerjev in seveda MSP so zmeraj zelo zaželeni. Tega ne bomo podrobno prikazoval, niti predstavljal, samo za tiste, ki še niste videli teh razpisov, vam mogoče samo hočemo nakazati, kaj je ena fina stvar v Evropi, je, da lahko na nekaj računaš, da če imaš neko strategijo, če si nekje vključen zraven, če so ministrstva posameznih držav danes vključena, si dela nekje strateško na nekih programih in lahko pričakujete, ko bo prišel takšen ukrep ven, lahko približno že pričakujete, kaj bo v tem programu. Se pravi, da se že lahko partnerji prej pripravljajo, že lahko sledijo in že ustvarjajo tudi že neke projektne konzorcije. Tako izgleda približno objava delovnega programa, to je sicer za leto 2024, ker jo namenoma kažemo, ker bo v naslednjem še slika samo prikaz za
še letošnjo leto. Kaj bi želel tu omeniti, kjer vidite velike številke, 100 milijonov, 45 milijonov, temu pravim jaz osebno, to so strateški projekti, precej politike, precej držav, precej velike, to so veliki konzorciji. Tukaj, če imate dobre povezave, seveda boste prišli zraven, pa če tudi jih nimate, morda ti veliki konzorciji dostikrat iščejo kakšne, kot je bilo prej omenjeno, ki jim prinesejo bonuse oziroma bonitete na samem razredu. Pri tem bi omenil samo tule, tukaj spodaj vidite SME, Non-Thematic Research for SMS and Research Organization. Lani so bile natančno definirane, kaj to je, od water treatment do energy managementa. V letošnjem programu pa temu več ni tako. V letošnjem programu je ta zadeva nadomestila tukaj en disruptive technology in tukaj vidite te kole, ki nimajo tako jasno definiranih tematik, ampak so preprosto usmerjene v disruptive rešitve, disruptive tehnologije. Se pravi, če boste karkoli prijavljali, razmišljate resnično o nekem disruptive rešitvi skupaj z mednarodnimi partnerji. To je bilo sedaj, predvsem samo, s tem bi zaključil tudi predstavitev EDF-a programa. Naslednja stvar, ki je morda zanimiva, ne bomo šli v podrobnosti, je pa samo PESCO Permanent Structure Cooperation, se pravi, to je predvsem namenjeno državam, medsebojnemu sodelovanju držav pa ministrstvom za obrambo. Zakaj je ta pomemben? Če so PESCO, je sedaj 66 obstoječih PESCO projektov, za tiste, ki se prijavljate na EDF, vam, če tematika projekta naslavlja tematiko določenega projekta PESCO, vam ponovno prinaša 10% bonusa. Se pravi, zelo zaželjeno je, če najdete PESCO projekte in seveda, to je seveda zelo, v vsakem primeru je to absolutno zaželjeno sodelovanje z Ministrstvom za obrambo, zdaj konkretno v našem primeru, direktno z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Naslednja stvar, se pravi, zdaj smo nekako zaključili tale EDF, je pa Evropska obrambna agencija. Evropska obrambna agencija je bila ustanovljena ze strani članic. Slovenija je seveda članica s ciljem, da okrepi obrambno sodelovanje držav. Pomembno je seveda, da Slovenija kot članica je, da je lahko vključene v njene organe delovne skupine projekte, seveda so pa ministrstva, ki so vključena tudi zato, da seveda omogočijo to vključevanje svojim, bi rekel, civilnim predstavnikom, se pravi podjetjem, raziskovalnim organizacijam in podobno. Se pravi, to je inštitucija, okrog katere poteka kar nekaj aktivnosti, kot bomo zdaj videli. Naslednja stvar, ki je mogoče zanimiva za vse ukrepe, kar se bomo naslavljali kasneje, ker kot boste videli tisti, ki ste že v tem, veste, da se pogovarjamo samo okrog akronimov in po malem več ne vemo več kje, o čem se pogovarjamo, če zadeve niso vse okvirno jasne. Overarching Strategy Research Agenda je pravzaprav krovni dokument Evropske obrambne agencije, ki nekako določa obrambne prioritete. Večina se gradi okrog tehnoloških granikov, Technology Building Blocks, in tukaj vidite tudi sliko ter okep teh Strategic Research Agenda. Se pravi o tehnoloških zmogljivosti skupin. Zakaj to razlagamo? Kot boste kasneje videli, bistvo je okrog tehnoloških TBB-ov, se pravi, ko so nekje osnovni gradniki, okrog katerih pač partnerji in ministrstva iščejo, katere so tiste tehnologije, ki bi bile pomembne za razvoj zmogljivosti in na podlagi katerih seveda nastajajo tudi kasneje projekti. V današnji dan je teh TBB-ov mislim, da 138. Tukaj na desni strani so prikazane samo, kako nekateri so vidni in tista osra TBB številka 1 zraven pomeni, da je to prioritetno najbolj pomemben TBB. Se pravi, Autonomous Air Vehicles in vse to, kar vidimo, so na podlagi sedanjega stanja, tako kot je, ti so najbolj pomembni za Evropsko obrambno agencijo. Če gremo dalje, potem imamo Capabilities Technology Groups, se pravi, to so tehnološke zmogljivostne skupine, ki povezujejo dejansko strokovnjake pa ministrstva za obrambo, analizirajo tehnološke trende in se pogovarjajo, kje na katerih področjih bi lahko sodelovali.
V teh CapTechih lahko sodelujejo predstavniki, morajo sodelovati seveda predstavniki ministrstev, seveda je tudi CapTech National Coordinator, ki je primarna koordinator za posamen državo in to lahko prihaja samo iz Ministrstva za obrambo. Tukaj spodaj pa vidite, da se lahko CapTeche vključujejo tudi civilni predstavniki. Vendar ne samostojno, ampak pod okriljem Ministrstva za obrambo oziroma tistih oseb, ki dajo dovoljenje, da se lahko ti vključujejo. Tukaj je približno, zdaj vidite, več kot 20 teh capability technologies. Ne bomo šli v detajle, na tem, ko boste dobili, se lahko več preberete, je pa to, zakaj to kažemo, ne bom tega bral. Želel sem samo prikazati, da veste, kaj je. Vsak CapTech, več jih je, ima primarne tehnološke building bloke, okrog katerih potekajo ne bom rekel debate, predlogi projektov, strateška investicija in tako dalje. Se pravi, vključevanje teh je po našem mnenju, te CapTeche je ključnega pomena tudi za ustrezno, bi rekel, tudi za neko našo vključevanje v mednarodne projekte. Naslednja stvar, kateri so programi EDE, ki omogočajo sodelovanje, to so večina ad hoc aktivnosti, to so znotraj CapTechov, to so aktivnosti oziroma instrumenti, ki omogočajo sodelovanje partnerjev, mednarodnih partnerjev znotraj EDE in znotraj CapTechov. Obi funded studies, se pravi, to so študije, ki jih nekako izvaja za neki technology watch ali pa kaj takega, potem so kategorij A programi in kategorij B projekti. Najbolj pomembni za nas danes so kategorij B projekti, kjer, kot vidimo, najpogostejša oblika ad hoc sodelovanja med dvema ali več državami, kar je pa pomembno, financiranje so iz nacionalnih sredstev sodelujočih držav. Se pravi, če želi slovensko partner sodelovati v tem, bo njegov doprinos, njegov budžet bo zagotavljalo Ministrstvo za obrambo. Se pravi, če Ministrstva za obramba ni, pač partner ne more sodelovati. In ta je zelo pomembna, nam je pa pomembno, da lahko nekako se fokusiramo na tiste zadeve, ki so pomembne. Tukaj imam še samo, ker pogovarjamo se ze strani TCS in partnerstva Siene, smo večina usmerjeni v Energy Resilience in te rešitve. So glavni programi, ki so zdaj tukaj predstavljeni, ki so, bi rekel, to so community, osebno imenujem community, kjer se srečuje Ministrstvo za obrambo, kjer se srečujejo vsi tisti partnerji in sami veste, tisti, ki ustvarjate posel, če si skupaj na enem mestu z tistim, ki ve, kaj si želi in je tudi kupec in uporabnik, potem imate idealno okolje. Samo na hitro, to je primer EDA Energy Environment Capability Technology Group, tu so TBB-ji približno, jih lahko vidite, bral jih ne bom, to so tiste tehnološka področja, okrog katerih partnerji ugotavljamo, ali imamo predloge projektov in interese sodelovanja. Naslednja je Consultation Forum, to je community, sedaj je v 4. fazi, zakaj ga predstavljamo, ker je eno izredno veliki community, osebno menim med 120 in 150 predstavnikov iz Evrope. Kot vidimo, se pa osredotočajo na 4 področja, energy efficiency v building stock, se pravi fiksne stavbe, envelope, vse, kar se tiče stavb. Drugi del working group je usmerjen v alternativne vire, vse, kar se tiče generacije, konverzije, hrambe energije. Na tretji del je critical energy infrastructure, vse, kar se tiče okrog kritične infrastrukture, ter ta zadnji del je pa seveda raznovrstni tisti, ki povezujejo od energy managementu, digitalizacije in tako dalje. Zakaj vam to govorim? Ker to so vse programe in delovne skupine, v katere se vključujemo. Kot zadnja zdaj z moje strani predstavitev pa še je Incubation Forum for Circular Economy in European Defence. Zakaj smo ga tudi dali? To je precej, rečemo, relativno mlada iniciativa, program, kar se mu tudi vidi na njegovih aktivnosti, ampak kot vidimo, tudi v obrambo se je začelo vključevati ogromno tudi krožnega, nekih principov krožnega gospodarjenja in kar je pomembno seveda pri nekih projektih. Takole. Jaz sem naredil sedaj uvodni del, sedaj bi pa predal besedo še Ajdi Budlan iz ministrstva, ki bo podala še pregled nekih novih programov, ki še jih ima in so v začetku. Ajda, prosim, izvoli. Pozdravljeni vsi skupaj, najlepša hvala Matej za besedo, pa tudi za tole predstavitev, se strinjam, da je ogromno akronimov, zato smo danes na tele slajde dali malo več informacij, kakor jih vse povemo, zaradi tega, da si lahko tudi kasneje to vse ogledate, pa mogoče se nam potem javite s posamičnimi vprašanji.
Jaz bi še za Edo, ker sem predstavnica Slovenije na področju raziskav in razvoja, dodala, da je 15 teh tehnoloških skupin, ki jih je Matej omenil, se pravi 15 CapTechov. Slovenija ima nacionalne predstavnike trenutno v 11 in pa sploh v CapTech Energy smo močno aktivni, ker poleg moderatorja, ki prihaja iz Evropske obrambne agencije, se pravi skupino vodi tudi Industry Reporter in v CapTech Energy je to Matej. Tako da je to naše sodelovanje v tej skupini res močno in tudi sodelujemo pri večini projektov, ki so v nastajanju. Jaz bi na kratko zdaj omenila še glede HEDI. HEDI, Hub for European Defence Innovation, obstaja v okviru Evropske obrambne agencije in je namenjen predvsem pospeševanju obrambnih inovacij. Tukaj na slajdu imate 5 aktivnosti, ki jih počnemo v okviru teh pobud. Se pravi, spodaj desno European Defence Innovation Days, to je EDIT, ki potekajo letos maja v Krakovu. TCES in tudi ministrstvo se bomo udeležili tega dogodka. In pa Uptake of Innovation, to smo se pa tudi že večkrat pogovarjali, pa letos poteka v Rimu. Sicer pa vse te HEDI aktivnosti, ki potekajo pobude, so objavljene tudi na spletni strani od EDE in jih tudi mi velikokrat delimo ter TCES. Zdaj pa kar naslednji slajd, prosim. Defence Test and Evaluation Base Plenary Group. V okviru Evropske obrambne agencije obstaja tudi skupina, ki je namenjena prav posebej testiranju in validiranju. Sprva so v skupini bili vključeni zgolj tiste države, kjer obstajajo prav eksplicitno vojaški testni centri. Zdaj smo se tej skupini pridružile tudi države, ki takšnih eksplicitnih centrov nimamo, ker se vključujemo tudi z civilnimi testnimi centri. Ta skupina postaja vse bolj aktivna, danes smo pa se odločili skupaj z Matejem, da jo tukaj omenimo, ker ena izmed idej je, da bi ta skupina tudi se ukvarjala predvsem z odzivom industrije v Evropi na njihove potrebe. Se pravi, nekateri iz TCES, vem, da ste že izpolnili anketo, ki je bila pred časom, glede na temo, kaj so tiste vaše potrebe, kje vam manjka, in želja je oziroma se že dela na tem, da se naredi platforma, do katere bo lahko dostopala tudi evropska industrija, kjer boste dejansko zelo enostavnim vprašalnikom izpolnili, kaj je vaš projekt, kaj vi delate, kaj so vaše potrebe, in boste dobili takoj neko analizo ter dejanske testne centre, ki so v Evropi in ki jih lahko potem vi kontaktirate za samo testiranje, se pravi vojaški in civilni. Kar naprej, prosim. In še zadnja zadeva, mislim, da je EUDIS. EUDIS se pa v bistvu spada pod Evropsko komisijo in se financira direktno iz prej omenjenega EDF-ja, se pravi Evropskega obrambnega sklada. Tukaj se pravi na tem drugem prospektu lahko vidite 5 aktivnosti, ki jih izvajajo, 3 od tega prvič v letošnjem letu. Zelo znan je sicer zadnje 2 leti tudi že EUDIS Hackathon, ki ga bom malce kasneje predstavila. Sicer bi pa omenila Business Accelerator, pa predvsem Matchmaking, ki bi bil zelo dobrodošel za SME-je, tako da na njihovi spletni strani imate vse informacije, imajo tudi informativne dneve, na katerih lahko izveste več, kako se prijaviti. In še zadnja zadeva, naslednji slajd, prosim. EUDIS Defence Hackathon poteka vsako leto na večjih lokacijah po Evropi. Tukaj imate letos naštetih, katerih 8 državah je. Je pa tudi online zadeva. Vsako leto se išče potem tudi eksperte, ki sodelujejo, mentore, ki pri tem sodelujejo. Cilja se pa res poleg, se pravi, mladih, poleg startupov se cilja tudi na SME-je, pogovarjamo se pa tudi o tem, da bi bilo nekoč Slovenija ena od teh, ki bi lahko s svojo kakšno institucijo gostila eno od tem tega hackathona. Zdaj pa mislim, da sem jaz končala.
Ja, Ajda, hvala lepa. Hvala za predstavitev. Zdaj, mogoče samo, zakaj smo to predstavili te programe. Ja, ves čas nastajajo novi programi, ves čas nastajajo nove iniciative, zelo težko jim je slediti, vam je verjetno še težje in tudi mi rabimo nekaj časa, da se vsi navadimo, kaj to je, zato da bomo lahko nekako lažje podali te informacije dalje. Sedaj pa, kot je bilo planirano, potem uvodnih predstavitev bi še predal besedo predstavniku, bi zdaj rekel, polkovniku Robertu Šibcu ali pa dr. Lilijani Brožič, če bi želela mogoče kaj povedati. Predvsem bi še povabil polkovnika Roberta Šibca iz stališča tehničnih nekih predlogov ali pa izkušenj na podlagi, bi rekel, dosedanjih programov in vključevanja v dosedanje programe. Gospa doktor, boste vi začela? Ja, pa bom, če že imam to priložnost. Torej, jaz bi zdaj mogoče samo malo povzela, da ne bo vse skupaj videti preveč komplicirano, ne. Zdi se mi zelo pomembno, da kar se tiče Evropske obrambne agencije, povemo, da je naša kolegica Ajda Vondlan kontaktna točka za kakršnekoli prihodnje morebitne vprašanja, nasvete ali karkoli podobnega, ne. To je prav uradno za to zadolžena. Moram pa reči tako, ne, da mogoče nekomu, ki še nima izkušenj iz vseh teh mednarodnih pobud, bi bil en tak nasvet, tako kot je gospod Gajžna že malo omenil, in sicer, ne, da je mogoče smiselno, da si najprej vse te pobude zelo podrobno pogledate in poskušate ugotoviti, kaj vas mogoče v tem kontekstu najbolj zanima, ne. Jaz bi tukaj poudarila to dvojno rabo, ne, torej, če ste zelo na hitro videli vse te pobude, KAP-TEHE in podobno, ste verjetno opazili, da so bili vsi nekako naslovljeni zelo vojaško obrambno, ne. Torej, v vseh teh pobudah je res priložnost tudi za podjetja, ki se sicer primarno ne ukvarjajo z nekimi obrambnimi zadevami, lahko pa potem seveda postopoma, ko navežete več stikov, ko ste bolj vključeni v neke dogodke, konference, srečanja teh KAP-TEHov, lahko združite neke ideje in seveda postanete lahko nek uspešen konzorcij, ki kasneje lahko z združenimi močmi potem lahko kandidira tudi za kakšen EDF projekt, ne. To se mi zdi zelo pomembno, da veste. Pa bi mogoče potem v nadaljevanju kar polkovniku predala besedo, da bi pa mogoče kaj bolj konkretnega povedal. Hvala zaenkrat. Ja, hvala. Kaj zelo konkretnega danes ne bo časa, ampak dve zadevi. Prva, ki je vse, kar delamo za izboljšanje zmogljivosti obrambnega sistema v Evropi, NATO, EU in tako naprej. To se pravi Slovenija, Republika Slovenija je v več zavezništvih in mi prispevamo svoje zmogljivosti v zavezništvo. To se pravi, tehnologije, ki so vključene v to področje, so zelo široke. Mi pokrivamo tehnologije od vezalk na škornjih do orožja v vesoljstvu oziroma v vesolju. Tako da dejansko je zelo veliko priložnosti. In pa seveda moramo biti pa orientirani v obrambne zmogljivosti, ki pa seveda pokrivajo tudi dual use oziroma tehnologije dvojne rabe. Drugo stvar, kar bi pa poudaril, je pa to, da ta webinar je dokaz našega oziroma skupnega uspešnega dolgoletnega dela. Ne verjamem, da je nekdo pred letom 2020 znal razložiti vse te zadeve tako kot Matej, ki je predstavnik industrije in znanosti, to se pravi mi iz Ministrstva za obrambo. Zelo malih je tudi na obrambnem področju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije ali Evrope ali v NATO, ki bi znal dejansko tako tudi našteti, kateri so vsi programi, kje so priložnosti, zakaj so priložnosti, kam kaj spada in tako naprej. To pomeni, da ko se je začel odpirati program pred EDIDP-jem, to se pravi Preparatory Action, smo komunicirali z slovensko industrijo in znanostjo v smeri, da smo spodbudili znanost in industrijo k ogledu oziroma k pridružitvi tem obrambnim, tehnološkim in pa tudi drugim programom. Tako da to je ena največjih pridobitev in pa tudi pomena, ker tukaj lahko dokazujemo,
da skupaj z roko v roki, to se pravi čisti vojaški profesionalci in pa industrija in znanost, znamo skupaj nastopati na mednarodnem področju. In tukaj smo močni. Dejansko smo zaradi tega močni, ker vsak prispeva svoj del ekspertize k tej sinergetskemu učinku. In tukaj se je že pokazalo pri več projektih, evropskih projektih, ali so KADBI, ali so EDF projekti, ali je tudi PESCO, ali karkoli takega, da smo s tem se postavili na zelo pomembno mesto v Evropi. Vse močnejši smo na raznih področjih, tudi v NATO, tudi v Združenih narodih. Se pravi, najprej je pomemben, da vemo zakaj, da delamo to za zmogljivosti in potem, da dejansko sodelujemo in sinergetsko prispevamo k vsemu temu kompletnemu področju. Evo, hvala toliko. Hvala lepa, dr. Brožičeva ter polkovnik Šipec. K temu povezovanju bomo vsekakor še prišli, ker to je tudi bistvo današnjega webinarja, tako da hvala lepa za dopolnitev in komentarje. Potem pa gremo kar nadalje. Če smo sedaj nekako se dotaknili mednarodnega evropskega prostora in kot je bilo rečeno, naslovljeni so bili tudi NATO in Združeni narodi, ki se kaže enako velike priložnosti. Samo veste, tisti slovenski rek najprej pometi pred svojim pragom, se pravi, zdaj ga ne pometamo, ampak ga urejamo. Tako da preden greš kam ven, je dobro, če imaš tiste stebre in temelje, da imaš dobro urejene. Zdaj, kaj je namen tega dela? Malo ga bom pospešil z moje strani. Osnovno predstavitev neko nacionalnih raziskovalnih inovacijskih projektov, kjer mi bo pomagala dr. Brožičeva. Mogoče samo na začetku ena slika. Naš pogled v TECIS-u, kako bi bilo prav, da bi bilo, če bi želeli imeti inovacijsko nacionalno obrambno podporno okolje, želeno. Žal temu danes ni tako, je pa ta predlog bil podan v leta 2021 v študiji za Ministrstvo za obrambo, ki ga bomo kasneje več omenili. Žal je bil le predlog, kako bi takšno celostno podporo v državi zaznali kot neko priložnost, da bi se tudi znali hitro prilagajati. Se pravi, želja bi bila, da bi tako vsa ministrstva, ki so na vseh ustreznih, bi rekel, položajih, od Ministrstva za visoko šolstvo in tehnologijo, za znanost in od Ministrstva za gospodarstvo in vseh tistih, da bi nekako skupaj prispevali tudi pri razvoju skupnih izdelkov. Kaj je cilj? Da začnemo razvijati pri nizkih TRL-jih in pridemo do trga. To je seveda želja, upamo, da se bo kaj tudi spremenilo, tudi danes je kar nekaj predstavnikov raznih ministrstev prisotni in upam, da se bomo lahko o tem tudi pogovarjali. Pri tem pa ne bi želel omeniti samo tehnoloških zadev, ampak tudi ne pozabiti na kadre. Danes imamo vsi težave s kadri, z kako jih usposobiti in ena izmed stvari, ki je zelo pomembna, so kadri, delo s kadri in prenos znanja. V tem konkretnem primeru med vsemi, med ministrstvi, podjetji in raziskovalnimi organizacijami. Če je bila tisto želja, je pa po mojem mnenju to realnost. Mogoče ministrstva v tem trenutku še ne z svojimi ukrepi, kot sodelujejo, kot so sodelovali pred 15 leti v tehnološkem programu TP-MIR in v CRP ciljni raziskovalnem programu tudi CRP-MIR. Tisti, ki se mogoče to poznate, za mene osebno so to bili eni izmed najboljših programov, zato ker se je vedelo, kaj se dela in komu je to namenjeno. Je pa to eno pozitivno. Podpora MORS-a procesu inoviranja pa je trenutno aktualna in dejansko je to, kot bo zdaj dr. Brožičeva predstavila, so to javni pozivi ministrstva zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalne aktivnosti. Tako da bi jaz zdaj povabil ponovno dr. Brožičevo, da še predstavi ta dva zadnja, ste že, nisem vas videl, se opravičujem. Se jaz umikam. Hvala lepa. Najprej moram res izreči vse pohvale gospodu Gajzerju pa kolegu polkovniku Šipcu, ker sta skupaj res, tako kot sta omenila, sicer zelo na kratko, bila promotorja, inovatorja in vodilna lokomotiva nekaterih zelo, zelo pomembnih projektov, ki ste jih res pripeljala na zelo zavidljivo raven in s tem Slovenijo na zemljevid, kar se tiče raziskav, razvoja in inovacij. Tako da, kar se tega tiče, vse čestitke in pohvale.
Jaz bi samo na hitro malo povzela to, kar je sicer bilo že na nek način omenjeno. Zdaj, mi zelo poudarjamo seveda to varnost, obrambo in vojaške zmogljivosti. Bi vas rada samo spomnila na neke nedavne dogodke, ki so se nam zgodili, pa smo jih včasih malo pozabimo in zaradi tega je ta dvojna raba, na karkoli se boste že recimo fokusirali pri teh svojih ambicijah, da jih uresničite, ne. Bi vas spomnila samo na te dogodke, ki smo jih imeli, ne. Letos ravno mineva 11 let od evropske migrantske krize, ne. Tam se je pač je nacionalno-varnostni sistem bil na pomembni preizkušnji. Takrat smo se marsikaj naučili, ugotovili, kako smo lahko boljši, zakaj lahko predvsem sami zase v prvi vrsti poskrbimo. Zelo hitro po tistem letu prej je bila žled, veste, da smo imeli kar precej škode, veliko se nam je dogajalo. Po evropski migrantski krizi smo imeli potem težavo s covidom, imeli smo zelo obsežen požar na Krasu in v nadaljevanju smo imeli že res velike posledice, ki so jih pustile poplave, ne. To sem omenila zato, ker želim vas nekako spodbuditi, da res v tem čim širšem smislu poskušate razmišljati, mogoče svoje priložnosti najti v tem najširšem spektru možnosti, ki se lahko angažirate, ne. Torej, kaj so cilji pravzaprav vseh raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti Ministrstva za obrambo? Tako kot mi objavljamo v teh naših pozivih, ki jih objavljamo kot Ministrstvo za obrambo, tam pač naštevamo te ključne zadeve, to se pravi dolgoročno podporo razvoju zmogljivosti Slovenske vojske in sistemu zaščite in reševanje. Potem želimo na čim večji možni meri spodbujati neko večje sodelovanje med slovenskimi podjetji, zato da bi skupaj razvila neke nove produkte, neke nove zmogljivosti. Želimo seveda vplivati na večjo zanesljivost oskrbe, predvsem na nacionalnem nivoju. Želimo biti bolj uspešni, kar se tiče slovenske obrambne industrije v mednarodnem okolju. Mislim, da smo na tem že veliko naredili, pa vedno je še zelo veliko priložnosti. Torej, z vsem tem povezovanjem v različne konzorcije in podobne zadeve smo skupaj močnejši, boljši in predvsem prihaja pri teh sodelovanjih do zelo velike izmenjave znanja, izkušenj, intelektualne lastnine in pa seveda večje uspešnosti v širšem smislu. Pa moram pa omeniti seveda to, kar je nekako Slovenija imela skoraj 20 let težave, namreč tako v NATO kot v Evropski uniji smo se zavezali k nekemu večjemu deležu, k večjemu prispevku našemu, kar dolgo časa nismo uspeli realizirati, no, ampak zdaj v zadnjih nekaj letih pa to priložnost imamo in se mi zdi prav, da jo v čim večji možni meri tudi izkoristimo in da pač poskušamo iz teh boljših pogojev čim več iztržiti, ne. Kaj so naše ciljne skupine? Seveda predvsem, če govorim zdaj o teh čist nacionalnih projektih, je, ne, da pač želimo na nek način vzpodbuditi naša nacionalna podjetja k temu, da se angažirajo, kar se tiče področja varnosti, obrambe in vojske. Torej, ja, povečali smo ta sredstva, torej zdaj je praktično 3. leto, ko je teh sredstev bistveno več, zato imamo tudi več pobud. V svetu se marsikaj dogaja, zdaj kolegi so pač omenili na tem srečanju primarno Evropski obrambni sklad pa Evropsko obrambno agencijo. Jaz bi tukaj omenila pač še to, da je NATO naredil ta nov pospeševalnik inovacij Diana, ki ima enkrat na leto razpise. Bi pa še posebej povedala, no, da se je ministrstvo samo dodatno zelo angažiralo. Mislim, da je to potem na naslednjem slajdu ta podatek, če se ne motim. Bi prosila za naslednji slajd. Ampak imeli smo recimo v letu 2023, smo imeli, nič hudega, bom vseeno to razložila, v letu 2023 smo imeli 3 pozive, v katerem smo vabili k sodelovanju po 48 različnih projektih. Potem smo imeli pa v letu 2024 tudi 3 pozive, 2 sta bila taka, ki smo konkretno vabili k sodelovanju na različnih projektih. Eden je bil pa tak, ki smo ga v bistvu upravili v smislu raziskave trga, kjer smo poskušali povabiti podjetja k različnim predlogom idej, ki bi jih v nadaljevanju lahko v sistemu preučili in pač ugotovili, ali je kakršnakoli možnost, da jih seveda v sodelovanju z našimi zaposlenimi na nek način speljemo, ne. Torej, nekateri so bili taki, da smo lahko do te faze prišli, vsi ne.
jih imamo pa nekje na zalogi, zato tako bojo pač neki ustrezni pogoji, kadrovski in še kakšni, da bomo lahko se temu v večji meri posvetili, ne. Je pa res, da tako kot je pač gospod Gajser omenil, ja, vedno smo z nečim omejeni, poskušamo najti najboljše možne rešitve, za stvari, ki jih nekako mogoče na hitro nimamo nekih rešitev ali karkoli podobnega, poskušamo organizirati različne konzorcije in pa seveda predstavitve, zagotavljati različno pomoč, podporo v ta namen, seveda, da bi čim več podjetij, pa seveda tudi recimo fakultet ali pa inštitutov vključili v čim več aktivnosti, ki se dogajajo tako doma kot v tujini. Torej, to je naš osnovni namen. Imamo seveda po vsakem področju različne kontaktne osebe, tako kot sem prej kolegica Vodlan omenila, imamo za druge teme tudi recimo kontaktne osebe, zdaj te podatki so več ali manj dosegljivi na spletu in če se le da, zelo radi pomagamo, svetujemo, se skoordiniramo. Tako da toliko zaenkrat zelo na kratko od mene, seveda pa pričakujem, da bojo kolegi še veliko dobrih izkušenj pa naučenih lekcij v nadaljevanju delili z vami. Tako da hvala zaenkrat. Hvala lepa, doktor Brožičeva, za ta pregled, se tudi opravičujem za izpadle podatke, ampak ker ste odgovorni, veste tako na pamet, tako da vam ni to predstavljalo problema. Mogoče samo tole, preden še podam besedo tudi polkovniku Robertu Šibcu, samo komentar pač nekako uporabnika. Resnično predlagamo, da se ta možnost, ki jo MORS danes ima, in ta sredstva, ki so na voljo, da partnerji resnično to izkoristijo, da se začnejo povezovati, da začnejo iskati tiste stvari, ki bi lahko bile nek razvojni potencial, bi pa mogoče podal samo to. Resnično pa je, da Slovenija je večina žal dežela, mislim, ne žal dežela, večina je to podjetij, ki smo supplierji nekome, zato moramo pri teh programih in projektih začeli ugotavljati, kako bomo znali celovito rešitev ponuditi. Se pravi, zato pa so tudi konzorciji. Polkovnik Robert Šipec, prosim še vaš pogled na Ja, hvala. Ja, kratek komentar iz, bom rekel, kar nekaj letnih izkušenj na tem delu, tudi na CRP-jih pa TP-jih 2006. leta sem močno sodeloval. Jaz mislim, da je bistveno to, da spodbujamo ne čim večje, ampak čim močnejše konzorcije. In pa, ki pokrivajo, znajo pokrivati širše področje, da pridemo, bom rekel, do končnega izdelka ali pa do zelo močnega proizvoda, ki je konkurenčen v svetu. Pomembno je tudi, da se odločamo za komponente ali materiale, ki jih dobimo v Evropi. Če tega ni, mogoče poskušamo sami te stvari razviti. Včasih je zelo dobro, da znamo stvari skupaj sestaviti, da smo integratorji, ne vem kaj še vse, ampak mi dejansko rabimo tudi podkomponente, ki so dobre, ki so prilagojene na obrambni sistem in tako naprej. Zakaj tudi konzorciji? Tudi zaradi tega, tako kot je doktor Brožičeva rekla, denarja ni malo. Nas je enako kot prej, ko je bilo bistveno manjši procent obrambnega proračuna namenjen raziskavam in razvoju. Se pravi, se mi kadrovsko nismo kaj dosti ojačali. Kadrovsko tudi imamo probleme z strokovnim kadrom, ki vse te stvari nadzoruje. Nadzorujemo pa seveda vse rezultate oziroma dejansko preverimo, kaj dejansko se je naredilo, ne da imamo raziskavo zaradi raziskave in razvoj zaradi razvoja in da dejansko sledimo temu, kar je tudi Matej prej predstavil, od TRL2 do TRL9, da dejansko znamo vse te stvari pokriti. In če je tega denarja veliko in če so majhni drobljeni projekti, mi tega ne zmoremo, tudi mi ne zmoremo. In zaradi tega smo izredno veseli močnih konzorcijev, ki znajo narediti in ki razvijajo novitete. Ne to, kar nekaj je že to razviti, jaz bom skupaj sestavil in to damo naprej. Ne, dajmo mi pogledati, kaj dejansko smo, kje smo lahko v Sloveniji boljši kot drugi in veliko imamo teh področij. Če enkrat pogledate zadeve, recimo širše, če naredite sami malo tudi raziskavo trga, obrambnega trga in tako naprej,
se vidi, da je tukaj ogromno priložnosti. Ampak je pa treba delati, je treba imeti raziskovalce, treba razvojnike imeti, vključiti treba ta kader in pa še nekaj se je treba zavedati. Kruh v obrambi ni hiter pridobljen. Obrambja se relativno težko hodi noter v to trgovino in pa potem, ko si noter, se pa lahko usidraš kar dobro. Vsem tudi priporočam, da pogledajo čez mejo, če ne drugega, naj pogledajo na tem področju te pomembne sejme, ki jih tudi se jih grost obrambnih industrij zelo močno udeležuje oziroma vsako leto že kar družno na nacionalni stojnici udeležuje, ampak taki sejmi, kot so Eurosatori, kot so Dubaj, kot so DSI v Londonu in tako naprej, so tisti, ki vam lahko pokažejo, kje so trendi, kje so tehnologije in tako naprej. Je res, da na teh sejmih so same lepe stvari, lepi prospekti, da včasih je zelo težko pogledati zadaj, kaj dejansko je, kaj deluje, kaj ne deluje, ampak za take stvari smo pa potem mi, ki znamo, ki marsikaj imamo že izkušenj in znamo tukaj tudi razložiti, povedati tudi, kje so te pomanjkljivosti. Ampak bom rekel tako, za vse te raziskave in razvoj nacionalne zmeraj je treba pogledati, kaj v svetu je, kaj v svetu ni, kaj se da izboljšati. Bom rekel primer Valhalla, zelo veliko oborožitvenih postaj v svetu, ampak take, kot so jo oni naredili, še ni in je zelo uspešna. To je recimo primer enega takega dobrega razvoja od nizkega TRL-ja, ne zelo nizkega, ampak kakorkoli so prišli do konca, tudi za spodbudo Ministrstva za obrambo. In pa nacionalno se je treba povezovati, ker nacionalno mi imamo vsi skupaj malo, bom rekel, relativno malo strokovnega kadra in če naredimo sinergijski projekt, se dejansko lahko zmaga. Evo, toliko. Hvala. Hvala za dopolnitev, polkovnik Šipec. Vsekakor bi še dodal, kot je bilo rečeno, ni enostavno priti, lahko pa rečem iz lastnih izkušenj, ko vidim, kako predstavniki MORS-a stojijo podjetjem, ki razvijajo ob strani. Ne pozabite, da tukaj je pravzaprav zelo pomembna akter Ministrstvo za obrambo, njegovi predstavniki, ki pomagajo vsem tistim tudi priti v stik s tistimi morebitnimi kupci preko naših meja. In mislim, da je to ena priložnost, ki se je niti ne zavedamo, da kako lahko pomaga pri nadaljnjem širitvi. Mogoče zdaj zelo na hitro bom šel, polkovnik Šipec je celo se že prej dotaknil tega, kako smo se začeli povezovati. Bi pa zdaj dali en hiter pregled aktivnosti, kaj smo uspeli, kje smo uspeli, kaj nameravamo dalje. Predvsem je ta predstavitev namenjena, da vidite, kako je od neke ideje leta 2020 smo prišli do nekih zadev, ko je pravzaprav Slovenija, navkljub temu, da smo majhni, smo pa fleksibilni, ne pozabimo, imamo zaenkrat ministrstvo, ki je izredno hitro, agilno napram drugim v tujini in te zadeve se lahko zelo izkoristijo. In takšnih primerov imamo kar nekaj v Sloveniji in tudi kar dobrih, izredno odličnih podjetij imamo v Sloveniji, ki pravzaprav na tem že tudi delajo ogromno obrambno. Mogoče samo na hitro, odkot smo izhajali, tisti, ki nas poznate oziroma tisti, ki nas ne, smo Grozd, imamo člane, imamo ustanovitelje tukaj, naš osnovni namen je komunikacija, ustvarjanje sinergij med temi deležniki. Te deležniki, če gledamo na levi strani, so raziskovalne organizacije, univerze, podjetja in seveda predstavniki države, ministrstva. Leva stran je nekako tista, kar smo nekako delali 20-25 let na civilnem področju, če se pa osredotočimo na desno stran, pa smo nekako z vključevanjem Ministrstva za obrambo oboroženih sil dejansko dobili na nek način uporabnika v to inovacijsko okolje. In ne samo uporabnika, tudi kupca ali pa tistega, ki ve, kaj bi si želel ali pa misli, da bi si želel, pa zato rabi pravzaprav neko dodatno strokovno podporo ze strani ekspertov. Se pravi, dobili smo eno idealno inovacijsko okolje, kjer je zelo pomembna komunikacija in razumevanje drugega. In mogoče vse to, če gledamo tudi, kje TC, zdaj govorim primarno o TC-su, mi smo se v preteklih 20-25 let orientirali predvsem na krepitev ustvarjene sinergij med vsemi temi deležniki, ki so bili omenjeni tam. Ne bom zdaj še tukaj podrobno tega razlagati. Bistveno je, da je naš bil cilj ves čas
povezovanje, skupni raziskovalni razvojni projekti že od leta 2001 dalje. Seveda nekako na področjih, kot je tukaj že omenjeno, nekateri naši partnerji se vedno zraven poznate, to je že 10 let stara slika, ampak še vedno povem, na katerih področjih delamo skupaj z partnerji. In vse te izkušnje v preteklosti iz strategije pametne specializacije, kjer smo nek akter bili na področju ali pa smo še zmeraj na področju pametnih stavb, potem iz distribucije, iz vseh teh elektroindustrije, nekako so to kompetence ali pa zmogljivosti, ko govorim o povezovanju članov, o povezovanju ekspertov, ki so nam pravzaprav omogočale, da pridobimo neke izkušnje, neko znanje, in vse to je bilo pravzaprav nekako neka osnova, da smo potem gledali, na katerih področjih lahko izkoristimo kompetence naših partnerjev, naših članov. Kot vidimo, te zelene tehnologije, energetska učinkovitost, samo ikonica, tukaj se skriva vodik in vodikove tehnologije za eno ikonico, potem veste, o čem govorimo, da je tega res široko področje in ravno to želimo povedati. Danes se ukvarjamo z izredno širokim področjem, kjer zelo težko rečemo tudi pri partnerjih, katere so tisti projekti oziroma tisti predlogi, ki bi jim svetovali. Seveda jih vemo, ampak najboljši vi veste, kje ste vi specialisti. In na teh področjih so pravzaprav te zadeve, ki morajo biti vedno bolj povezljive, med seboj povezane. Še mogoče še ta zadnji slajd iz tega, odkot je vse izhajalo. Mi smo se zmeraj skupaj z vsemi temi deležniki na začetku ukvarjali, kje, kako inicirati, kako identificirati projekt, kako identificirati, komu je namenjen. Zdaj, kot je bilo prej omenjeno, ko imamo predstavnike Ministrstva za obrambo zraven, nam je tam prva faza, pa ne govorimo samo predstavnika slovenskih ministrstv, ampak pravzaprav mednarodnih ministrstv, nam je tam ta faza postala pravzaprav glavna faza za identifikacijo pa začetke povezovanja z mednarodnih konzorcij. Vse to, kar sem zdaj prikazal, od TCES-u je pa nekako leta 2020 vodilo k ustanovitvi partnerstva Siene, se pravi Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju. To je bilo leta 2020, takrat smo se seveda zelo usmerjali, takrat še niso bile seveda razmere takšne, kot so danes, so se pa zadeve danes zaradi tega, kar se dogaja okrog nas, seveda precej zaostrile in danes je še bolj jasno, da je treba s tistim, kar delaš, biti resnično dober, kvaliteten in tudi ena stvar je, čim prej spraviti neko zadevo od začetka do konca. Na tem slajdu želimo nekako prikazati samo tole, oziroma namen tega, da pokažemo, ker to je tudi namen današnjega pravzaprav webinarja, da z skupnim povezovanjem vseh ključnih akterjev se lahko naredi ogromno. Ampak naredi se ogromno temelji, postavijo se temelji, seveda je pa potem na tistih na vas, da boste znali določene priložnosti, iniciative izkoristiti, pa dejansko jih zaznati kot svojo poslovno priložnost. Tu je samo primer od leta 2020, kako so nastajali neki projekti, kako smo prišli od začetne ideje, kako smo se vključili v evropske obrambne tokove EDF, kje smo potem začeli povezovati domače projekte in kako sedaj danes povezujemo nacionalne projekte s podporo MORS-a in ne samo s podporo, primarno s podporo MORS-a, določene projekte začnemo že izkoriščati tudi, če imamo seveda tudi druge nacionalne projekte, ki so usmerjeni tudi, ne vem, Ministrstvo za gospodarstvo ali pa za znanost, če jih le tematsko lahko povežemo, ker core kompetence so danes ključne pri takšnih razumevanjih. Mogoče, kako se je to začelo, kot je bilo prikazano, začelo se z eno navadno študijo, kje imamo priložnosti, zakaj priložnosti so na trgu, takrat se leta 2019 se je to ugotavljalo in vse te izkušnje, ki sem prej omenjal, so pravzaprav rodile nek rezultat v nacionalni, mislim, v študiji, kje, kam bi se lahko usmerjali. In kot vidite, nastavlja pravzaprav nekje ideja nacionalnega projekta, bi rekel, pametne, takrat še energetsko učinkovite in energetsko samozadostne prenosne baze. Kako je nastalo potem z nekimi manjšimi idejami, manjšimi projekti, se je šlo dalje, se je testiralo. Ti projekti mogoče nimajo toliko vrednosti po teži, po finančni teži ali potem, ampak pridobivali so se izkušnje, pridobivali so se rezultati, dali so se primerjavo, kje smo slabi, kje bi lahko bili boljši. Uporabniki so te zadeve testirali, se pravi ministrstva, in to je pomembno. To je najbolj pomembno pri teh projektih. Vse to je dejansko vodilo vse to, kar smo mi takrat skupaj z MORS-om delali
delali leta 20, je vodilo do prvega EDF projekta leta 2021, kjer je bil TCES o podpori Ministrstva za obrambo nosilec večjega prvega projekta na temo Energy Resilience in Green Deal, še bi rekel takrat. In to so bile izkušnje, ta projekt se je končal. Res, da bo marsikdo reče, da je to papirni, ampak ta je dal pravzaprav osnove, kaj si ministrstva v Evropi, ministrstva želijo, kaj pričakujejo za leto 30-50, kaj se pričakuje, kakšne rešitve, kaj oni sklepajo, da bodo pričakujejo v svoji, kako želijo povečati obrambne zmogljivosti. To so nepredstavljivi dokumenti oziroma nepredstavljive znanja in izkušnje, ki so jih partnerji pridobili. Ko govorimo o TCES-u, ne pozabimo, da TCES ponavadi poskuša vključevati partnerje za svojimi kompetencami, da se skupaj učimo na določenih programih. To so zdaj samo prikazani tisti projekti, ki so bili tam omenjeni, da malo vidite, kje na kakšen način se skušamo truditi, vključevati zraven in izkušnje, gledajte, ko smo prej govorili znanja o bazah, znanja o materialih, o stavbah, so pravzaprav, da zdaj smo mi, Slovenija je predlagala Energy Positive and Zero Emission Rapid Deployable Buildings. To je kategorij B projekt, zato smo tudi na začetku govorili, ministrstva ga mislijo financirati. Zdaj si bi že sicer končno morala pogodba podpisati, ampak na tak način nastanejo novi predlogi projektov. Mogoče samo vsi ti projekti, hočemo povedati, nam skupaj z ministrstvom, pri vseh teh projektih, ki so tu predstavljeni, ministrstvo zadaj stoji močno, z svojim osebjem, tudi finančno, z ciljem, da bomo skupaj lahko postavili neke temelje. In tukaj moram priznati, tukaj na sredini je en izredno velik projekt, nikoli ni hvaležno nekaj kazati, kar še ni ocenjeno, nikoli ni, ker potem se lahko čez 2-3 mesece mogoče ni prijetno, če je negativno rezultat, ampak ne glede na to, kakšen bo rezultat, želimo povedati, da so nam druga ministrstva za obrambo so nam izrazila zaupanje, da bi Slovenija vodila takšen projekt. O cifrah v tem trenutku ne bi govoril, so pa to izjemno veliki mednarodni projekti, ki govorijo o testih na različnih scenarijah, različnih kvalifikacij in to so dobesedno projekti, kamor potem lahko pridejo partnerji, tisti slovenski partnerji, seveda tudi z drugimi, kjer se lahko takšne zadeve testirajo. Vse te, kar ste prej videli, takšne uporabljamo za pripravo projektov, skupnih projektov z drugimi partnerji. Mogoče še tole, vse to, kar smo dobili izkušnje v tujini, v komunikaciji z ministrstvom za obrambo, z partnerji, smo poskušali z ministrstvom za obrambo nekako spodbuditi slovenske partnerje. Začnite izkoriščati, poskušajte najti z svojimi znanji, kompetencami, s tem, kar imate, poskušajte razviti nekaj, kaj bo doprinašala neko dodano vrednost na tem mednarodnem trgu. Bi pa povedal takole, kot je že bilo tudi omenjeno, v večini teh projektov se želimo izogniti, zdaj pa še bolj, kakorkoli kitajskih komponent, tudi kakršnikoli drugi, ki so izven Evrope. Seveda je dostikrat takšen projekt postane potem dosti bolj kompleksnejši, kot bi prvotno bil, ampak danes je pač takšna realnost. Mogoče s tem bomo za zaključni del šli. Ta zadeva, danes vidimo, lansko leto se je nadaljevala študija, drugi del pametne nadaljevanja tistega pametnih premestljive študije iz leta 2021. Ugotovili smo, da logistika in mobilnost sta se vmes, razvojne študije so se vmes izkazali interesi, ki jih bomo začeli dodatno vključevati. Dobili smo katalog projektnih predlogov strani partnerjev, ki so sodelovali in marsikateri se že danes pripravljajo tudi preko teh RRI pozivov ministrstva za obrambo, da bi naj šli v nadaljevanje. Ta slika pravzaprav nakazuje, kam se usmerjamo na deployable bazah. Ko govorimo o bazah, gledajte, to so mala mesta, tukaj je od materialov, od vode, bi rekel, vsega, karkoli vidite, tudi z civilnega področja je tukaj zraven. Vidite, da se ukvarjamo z building, interior and user well-being. Karkoli delamo na civilnem področju, se tudi tukaj, seveda so pa performanse, so zmogljivosti, bodo verjetno mogli biti drugačne, da bodo, tako kot je bilo rečeno, povečali zmogljivosti. In danes, kot kažemo, tisti kamp oziroma bazo, ki ste ga videli leta 2021, je danes že prerasel na podlagi neke nove baze mednarodnega projekta Indi, kot vidite, na katerim dalje temeljimo in to so tematike, kjer mi iščemo skupaj z vami rešitve. In tu vam davamo tisto, vam nekako v spodbudo, začnite iskati skupaj s partnerji predloge rešitev, ki bi jih lahko začeli vključevati.
Večina pa se sicer usmerja v premestljive, to še pa ne pomeni, da ne v fiksno infrastrukturo in v klasične stavbe. Se pravi, to je nekako zdaj bilo tisto, kar se je dotikalo nekje vključevanja v mednarodne in domače projekte. Je pa zelo pomembna ena stvar. Vse to je vodilo, da rabimo v Sloveniji ali pa želimo si v Sloveniji imeti nek poligon, na katerem bi lahko testirali nacionalno razvite ali pa v mednarodnih projektih razvite rešitve. Danes je ta zadeva aktivnost na strani ministrstva, se pripravlja, kje bi lahko takšen poligon za testiranje rešitev dvojne rabe bil. Se pravi, da bi večina teh projektov, ki jih nekako fokusiramo, lahko imeli na eni lokaciji, ker cilj je, da se te zadeve med seboj povezane. Energy management sistemi in sistemi upravljanja morajo nekako povezati posamezne rešitve. In to je tisto, kar vam želim povedati. Marsikdo rešuje zelo ozko usmerjene, specifične zadeve, vrhunsko jih rešuje, ampak na koncu bodo to enkrat del nekega velikega sistema, tisti, ki bodo ponovili celovite rešitve. Z tema zadnjima 2-3 slajdoma pa vse se je začelo, kar smo zdaj kazali, se je začelo z eno osnovno idejo partnerstva, ki je temeljilo na sinergijah partnerjev. Se pravi, premajhni smo, da bi vedeli vse, in zato smo lahko samo močnejši, če se znamo povezati. To je bila prva organizacijska struktura, kako bi se naj CIENE povezal, da se bomo začeli vključevati v mednarodne programske delovne skupine, vse tisto, kaj smo vam prej predstavljali in razlagali. In danes je to že nadaljevanje tega. Danes smo, oziroma leto dni nazaj smo začeli vzpostavljati bazo slovenskih ekspertov partnerstev, danes je sicer 120 pisanih ekspertov. Tukaj spodaj je prikazana osnovna ideja, kako bi se naj ta zadeve šle. Malo imamo, ali pa mogoče že kar nekaj mesecev imamo žal zamude, spet je žal na naši strani, MORS nas zelo čaka, da bomo to pripravili, ampak kljub temu vas vabimo tudi v to v ta bazo ekspertov, ki ti bodo predstavljali temelje za večino teh sodelovanj. Ad hoc skupina iz vseh strokovnjakov, ko bo MORS ali pa kdorkoli potreboval nekoga hitro, bomo hitro naredili delovno skupino. Tako smo naredili pred mesecem dni za standarde, za interfejse in podobno. Bolj bo više šlo kasneje, bolj so tisti, ki se bodo vključevali v mednarodno okolje, ampak tisti ne bodo imeli nalogo samo predstavljati svoje interese, ampak predvsem tisti skupne interese, ki bodo strateškega pomena. S tem bi jaz zaključil tale naš del, kako in kje smo nekako uspeli se vključevati. V vsakem primeru teh aktivnosti ogromno, bi pa zdaj ni dovolj časa, da bi tu predstavljali, ampak danes je bil namen, da predstavimo predvsem to, kako z ustrezno organizacijo, z ustrezno podporo, se mi zdi, predvsem ustrezno podporo tisti, ki to podporo morajo dati, lahko dosežeš resnično velike uspehe, predvsem pa, da smo postavili temelje za naprej. To je bolj pomembno, kot pa samo, kaj je bilo do zdaj, ampak kakšne možnosti imamo naprej. Sedaj bi pa povabil spet predstavnika MORS-a, da še podajo kakšni komentar na to, kar je bilo zadnje predstavljeno. Če lahko, evo Lili, kar izvoli. Hvala lepa. Ja, jaz bi se najprej res lepo zahvalila za organizacijo tega dogodka. Moram še enkrat čestitati tako TETES-u kot partnerstvu CIENE, pa seveda še posebej polkovniku Šibcu za res odlične uspehe na tem področju. Bi pa rada vse tiste, ki nas poslušajo, spremljajo, vzpodbudila k sodelovanju, takemu ali drugačnemu, naj pač vsak sam na svojem področju oceni, kje je v tem konceptu priložnost za vas, za njih, za kogarkoli že, ker skupaj bomo v prihodnosti močnejši, boljši, več bomo znali in bomo, računam, tudi bolj učinkoviti. Tako da toliko z moje strani zelo na kratko. Ja, hvala. Ko mi govorimo o pametnih bazah, oziroma tukaj smo zelo veliko govorili o Smart Camp in tako naprej, mi govorimo dejansko o odpornosti družbe. Če mi najdemo rešitev za premestljivo bazo, kako narediti energetsko, okoljsko odporno, bomo najdeli tudi rešitve za doma. Na slikah tukaj so bile relativno majhne baze, oziroma bom rekel majhni FOBI, Forward Operating Base, za katere smo zasnovali, oziroma za katere je bila zasnovana ta slika. Normalno, te baze po Afganistanu so bile velike od 5000
pa do 150 tisoč, 250 tisoč ljudi. To je bilo ogromno hektarov tega, ki ga je bilo treba v nekaj, bom rekel, letih postaviti in potem, bom rekel, v pol leta pospraviti vse skupaj in odpeljati. In si lahko mislite, kakšna je bila potreba po energiji. In če najdeš rešitve za, bom rekel, za zmanjšanje porabo, za bolj učinkovito zadevo, za boljše hranjenje, lokalno pridelavo energije, za potem bistveno manjšo porabo tudi te energijo in pa razno konverzijo z enega v drugega, vidiš, da dejansko se vse tehnologije vključuje tukaj noter. Poleg tega je še treba poudariti nekaj, da je to ena živa stvar, SmartCamp, ki ima zelo široko področje. Noter prihajajo enote, kjer so tam noter nastanjene, od oklepnih do, bom rekel, aviacije, do pomorstva, kjer so pomorske baze in tako naprej, kjer je treba poznati interakcijo z temi, bom rekel, tehnologijami, ki jih tisti uporabljajo. In pa kakšna bo bodoča baza? Bistveno več energije bo treba. Zakaj? Zaradi tega, ker se pojavljajo energetsko usmerjeni orožja, ker se pojavljajo droni in to ne en dron, dva drona. Tukaj govorimo o jatah dronih, ki spet govorimo 1000, 10 000 dronov, mogoče ki lahko poletajo ali prehodijo, odhodijo iz baze v enem dnevu in se vrnejo nazaj. In za vse to je treba imeti energije, je treba imeti okolje primerno, je treba vse te zadeve. Ni problem, če mi govorimo o enem, ne vem, električnem tovornjaku, ampak če pa govorimo o 100 viličarjih električnih, ki podpira to zadevo, potem imamo pa tukaj že problem. To se pravi, hočem reči to, da je treba gledati na to zadevo, s čim se spopadamo širše. Ni samo baza, mi tukaj rešujemo tudi logistiko, mi rešujemo tudi, bom rekel, na nek način odpornost naše družbe, tako kot je Lili že prej rekla, v primeru poplav, v primeru migrantske krize, ne vem, zavarovanja kritične infrastrukture in vsega tega, tudi s tem se zraven spopadamo. Pa še nekaj je, kar je pa Matej na začetku povedal, zraven je uporabnik. Slovenski vojak je na misijah, mednarodnih misijah v podporo miru prisoten skoraj že 30 let, ja. In mi imamo izkušnje, slovenski vojak ima izkušnjo in ta izkušnja je, ne vem, spanje pol leta v šotoru ali v kontejnerju, vsakodnevno odhajanje na posel in iz posla iz tistega kontejnerja, prehrana tam, bolnica poljska, ne vem, ropotanje teh dizel agregatov in vsega tega. In to znanje smo mi, oziroma to izkušnje smo mi pa vedenje pripravljeni deliti z tistim, ki želi izboljšati te rešitve za obrambni sistem. Mi smo željni novih rešitev, tako kot sem povedal. Če imamo manj porabe, je manj treba prepeljati noter v bazo samo energije, je manj treba logistike, je manj treba ljudi, smo manj izpostavljeni nevarnosti in tako naprej. To se pravi, zadeva je kompleksna, zaradi tega je pa nujno, da zelo tesno sodelujemo. Uporabniki, ki imajo dolgoletne izkušnje pri uporabi te opreme, zelo radi delijo svoje izkušnje z tistimi, ki želijo nekaj takega novega narediti, boljšega in tako naprej. In vse skupaj delamo ne samo za prenos v tujino, pa podporo miru v tujini, ampak tudi na nacionalnem obrambnem in varnostnem sistemu. Evo, najlepša hvala. Hvala lepa, polkovnik Šipec, za to dopolnitev. Tako da bom sedaj kar pospešil zadevo. Mogoče še v tem primeru še ta zadnji del, preden končamo ta današnji webinar. Še en slajd nam je odpadel in prav je takole, da se tudi o tem pove, ker nam je pomotoma odpadel. V Sloveniji marsikdo zdaj, ko ste se začeli pogovarjati, seznanjati z obrambnimi zadevami, ste naenkrat začeli ugotavljati, kam, kje, kdo so akterji, določena podjetja so vrhunska v mednarodnem okolju. So pa določeni takšni podobni kot mi, ki pa poskušajo povezovati skupaj, skušajo ustvarjati neke sinergije. In takšni smo zaenkrat v Sloveniji na obrambnem področju dva. To je GOIS, se pravi Grozd obrambne industrije Slovenije,
ki ima tudi seveda morda bolj usmerjeno na neko širino, mi pa, se pravi, ima sedaj v tem, mislim, da tudi do okrog 100 članov, in po drugi strani TC skupaj z partnerstvom Siene, kjer imamo nekako usmeritve v Energy Resilience in vse, kar se okrog tega tiče. Oba dva, to se pravi za tisti, ki vas to sodelovanje zanima, seveda imam malo drugačen način dela, za tisti, ki vas to zanima, jaz priporočam oba dva, vam pa lahko tudi povem, da so se tudi skupaj nekako poskušamo z Gojsom nekako najti tiste točke, nekako podpisati memorandum of understanding, da bomo tudi mi začeli skupaj sodelovati v aktivnostih, ne da samo nekako zahtevamo ali pa želimo od naših članov in partnerjev, ampak moramo tudi vsi tisti akterji začeti to tudi sami uresničevati. In vsekakor, kot je bilo rečeno, pravi rezultati pridejo, ko najdeš pravo sinergijo. Mogoče zdaj samo na hitro, za tisti, ki nas malo bolj poznate, imamo partnerstva, TCS je, tako kot je bilo na začetku predstavljeno, pač pravna oseba, imamo partnerstvo, ki je bilo leta 2000 ustanovljeno, ter tisti, ki poznate pametno specializacijo, pametne stavbe in dom, kjer je TCS vključen, to je civilna narava, Siene partnerstvo je pa pravzaprav, pa rečemo Grozd, je pa pravzaprav bil ustanovljen skupaj z Morsom 2020. To je za boljše razumevanje, da boste vedeli, kaj je. Tega sedaj ne bom razlagal, dobili boste predstavitve, mogoče samo tole, kaj smo naredili. Ugotovili smo v preteklosti, da če partnerji in člani, ki se spuščajo v neko področje, nimajo informacij, ne poznajo tega, potem ne moremo priti do pravih projektov. Zato smo dali eno stvar, da smo dali nekako osnovno članstvo, ki smo ga dali res tistim, kot boste videli, tukaj dol piše, ki želijo sodelovati, se ne točno zavedajo, kako bi se lotili konkretno, ker vstopajo kome v neko področje. Seveda pa imamo potem opcijska članstva in danes smo primarno verjetno tukaj za to opcijsko članstvo, da se tisti partner, ki želijo tem intenzivno delati na področju obrambe, seveda, da se vključijo potem v partnerstvo še za energijo in okolje. Tega ne bom predstavljal zdaj, katere so bonitete ali pa ugodnosti, bi pa samo tu povedal mogoče eno stvar. V članstvu Siene, bomo rekli, v TC sprejemamo, kot boste videli vse, v članstvu Siene so pa predvsem tisti, takšna bila odločitev, ki imajo razvojno-raziskovalne kompetence ali kakršnekoli druge kompetence ali pa programe, ki bi lahko tem omogočali partnerjem nekako izboljšati svoje storitve ali pa svoje produkte. Se pravi, želimo si postaviti nekako platformo, na kateri boste partnerji sodelovali, na koncu je nekdo, kot smo se danes povedali, tudi, ki bo nekomu lažje morda zagotovil celo neka finančna sredstva ali pa nekje do karkoli do tega. Kaj želimo tu omeniti? Pri gospodarskih družbah samo tretiramo konsolidirane družbe, ki imajo več firm, kot pač jih tretiramo tu, tako za tiste, ki je bile večje. Predvsem pa ta spodnja zadeva je mogoče zanimiva za raziskovalne organizacije. Mi smo se odločili, želimo imeti čim več strokovnjakov in to aktivnih strokovnjakov, zato na nekih napakah, ki smo delali v preteklosti, da smo imeli na nivoju organizacije raziskovalnih inštitutov eno osebo primarno kontakt, ki potem ni posredovala kontaktnih podatkov dalje, smo se odločili, da se lahko vključujete ali katedre, ali laboratorije, ali inštituti, pač odvisno, kaj vam nekako ustreza. Bi še pa posebej poudaril tudi posebno ugoden status za podjetje startupe. Startupe mogoče dostikrat malo zanemarjamo ali pa ne, kako pač je, ampak mi imamo nekako smo omogočili, da bi vsi ti startupi zaradi novih idej, ki se več čas ukvarjamo z inovacijami, poskušali omogočiti nekako čim bolj enostavnejšo vključevanje, ker ti dostikrat potrebujejo partnerje, da znajo skupaj sodelovati. Članarine zdaj tukaj ne bi več razlagal, tukaj gor piše, bi pa samo to omenil, ta je tista tabela, kjer lahko vidite približno, o čem se pogovarjamo. Tako da s tem bi jaz nekako ta del nekako zaključil, seveda boste izpolnili neke zadeve, seveda treba izpolniti, bi pa mogoče še zmeraj dal, kako stopiti v stik z nami. Mi imamo posebej, imamo za vse zunanje partnerje, ne za člane ravno zdaj pripravljamo, imate na tem naslovu tukaj, ko piše tukaj, imate, da se lahko prijavite, si rezervirate preko booking sistema, si lahko rezervirate svoj termin, predlagamo to gor, kot je bilo za tiste, ki vas zanima kaj več, ki ne vete, kaj ste danes mogoče prvi slišali, da vam pri tem pomagamo in bo to tudi avtomatiziran sistem, da bomo lahko prišli do skupnega sestanka. Evo, zdaj imamo, da vidim, koliko sem zamudil. Dobro, malo sem, malo nisem. Smo pri ta zadnji sekciji in to je question and answers.
Vmes ogromno vprašanj nismo dobili, bom pa odgovoril še tole na tisto, kar je že bilo. Čisto vsi, ki ste se registrirali na tale webinar, boste seveda dobili direktno povezavo do predstavitev in to, kar danes snemamo, bo tudi na voljo za javnost. Se pravi, čisto vse to bo na voljo vsem v javnosti, tudi ne samo vam, samo vi boste pa direktno mail dobili. Tako da to je zdaj en odgovor, kako dobiti. Drugo vprašanje je še bilo vpis v bazo ekspertov, v zadju vidimo, to je že naš Goran odgovoril. Ta baza se bo seveda zdaj še update, se bo v prihodnjih mesecih posodobilo popolnoma novimi aktivnostmi, kot smo rekli, pripravljamo en zelo strukturiran pristop vključevanja, nadgradnjo tega, kar smo sedaj delali skupaj z Morsom. Tako, kakšna vprašanja? Tisti, ki imate vprašanja, prosim za dvig roke in potem vam bodo moji kolegi dali dostop za kamero in lahko vprašate. Upam, da z novimi nastavitvami tudi nismo rokico onemogočili. Se pravi, 14:25 je 5 minut, če imamo časa. Zadnji poziv, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ki bi ga želel, da ga mogoče govorci na njega odgovorijo. Predvsem bi predlagal govorce, za nas iz CCC sem že povedal, kje nas boste dobili. Predvsem izkoristite zdaj to priložnost, da imate pravzaprav odgovorne osebe, imate danes tukaj. Potem, če zdaj ni vprašanj, potem bi jaz predlagal, da ob zaključku bi še dal enkrat besedo, morda ob zaključku dogodka, tako dr. Brožičevi, polkovniku Šibcu in Ajdi, če bi še mogoče kdo nekako ob zaključku povzeti današnji webinar, oziroma kako dalje. Polkovnik Šipec, zdaj vas vidim. Ja, jaz sem čakal na dr. Brožičevo, tako kot ponavadi. Ja, jaz pa je nisem videl, zdaj se pravičujem. Izvolite, dr. Brožičeva. Ja, dobro, mogoče sem bih na vrst, najlepša hvala. Ja, hvala za tale dogodek. Mislim, da je res prav, da te stvari se širijo oziroma da povemo, kako delamo in tako naprej. Z mojega stališča, jaz sem izredno vesel, da to obstaja. To je izredno naporno združenje, vam povem, izredno veliko dela. Dnevno se usklajujemo, predvsem na mednarodnem okolju, tudi na nacionalnem zelo intenzivno, ampak prinese pa rezultate. In zaradi tega sem zelo vesel, ker nekaj je. Vse, kar delamo v smeri, da ne za slovenskega vojaka in tudi za zaščito in reševalce je kar nekaj, pa vse je dobro. Ne, tukaj dejansko delamo, da je za slovenskega vojaka ali najboljše. In v to smer gremo in to imamo zmeraj zavedanje. In če sodelujete, dejansko ste v temu noter. Je pa izredno težko, naporno, ampak prinese pa veliko veselja. Evo, najlepša hvala. Hvala, polkovnik Šipec. Dr. Brožičeva. Ja, jaz bi pa samo nekaj dodala, ne. Zdaj, ko je polkovnik rekel, da je zelo naporno, ne, torej po izkušnjah, ki jih imamo v našem oddelku, moram povedati, da so ta vojaška znanja in vojaške izkušnje zelo posebne, zelo redke, zelo malo ljudi, ki imajo te izkušnje. Tako da vedno, ko se začne nek projekt, ne, z zunanjimi najrazličnejšimi strokovnjaki, raziskovalci, profesori, doktori, inovatorji, ne, moramo vedno najprej se nekaj naučiti eden od drugemu, ne. Torej, ni tako enostavno kar nekaj začeti, ne, ker pač enostavno ti zunanji, torej govorimo o nekom, ki je izven Ministrstva za obrambo, zelo veliko takih nekih obrambnih vojaških stvari ne poznajo, ne. Torej, rešitve niso vedno take, kot pač za civilno rabo, če lahko temu tako rečem, ampak so majčkeno specifične, ne. Tako da ta sodelovanja so na začetku bolj naporna, bolj zahtevna. Moram pa reči, da po določenem sodelovanju je pa zelo veliko zadovoljstvo na obeh straneh, tako kot pri nas na Ministrstvu za obrambo, ker se vedno znova, vsakič znova zelo veliko naučimo. Kljub temu, da pa moram reči, da imamo pa zelo veliko zelo specifičnih znanj pa znotraj sistema, ki pa jih danes
ali pa recimo, ne vem, zadnjih 30 let v tej klasični civilni družbi ni več. Zaradi tega posebej vabim take entuziaste, se pravi tiste, ki si upajo, ki znajo, da se pač preizkusijo tudi v sodelovanju na tem zelo posebnem področju. In kot rečeno, torej vse, kar se počne po teh projektih, je za dvojno rabo. Torej lahko si eni in drugi obetamo neko prednost, neko priložnost in predvsem pa neko večjo varnost za v prihodnje, ne. Zdaj, če si recimo poskušamo samo zamisliti, kako bi bile družine, ki so utrpele zadnjo škodo ob teh poplavah, ne, vesele, če bi obstajala neka rešitev, kot so recimo na tem projektu za te pametne premestljive kempe, ne. Torej, prihodnost je relativno, kako bi rekla, odprta, nova, ne vemo, kako se bojo stvari vrtele. Predvsem imam tukaj v mislih, poleg teh varnostnih razmer, ki so jih kolegi že omenili, še posebej te morebitne nezgode, ki se nam lahko zgodijo v smislu teh, kako bi rekla, naravnih nesreč, katastrof, poplav, potresov, česarkoli že, ne. In prav je, da se na te zadeve maksimalno pripravimo, seveda pa, da naredimo tudi vse, da ne bi prišlo še do česa drugega, ne. Tako da to bi jaz poudarila, no, hvala. Hvala, doktor Brožič, zdaj vas bom kar izkoristil, če sem prej, vidim, da še tudi gospa Ajda na voljo, ampak bi še predal še enkrat vprašanje, ki smo ga dobili na chat, ali predvsem, ki je zdaj tale sem videl, ko je bilo vprašanje, ali so, zdaj pa ga ne najdem, bilo je eno izmed vprašanj, ali bodo ti projekti ERRI, glede na to, da je zdaj to bil 6. poziv, ali se tudi v prihodnosti pričakujejo ti nacionalni ERRI projekti, oziroma če mogoče lahko par besed samo o tem poveste, kaj in kako tudi mogoče partnerje spodbuditi. Torej, absolutno se pričakujejo še pozivi, jaz vam zdaj ta trenutek ne morem reči, a bo mogoče letos še eden ali bosta mogoče dva, bomo pač to sproti videli, kako se bojo stvari odvijale. Tukaj moram poudariti, da področje raziskav, razvoja in inovacij je relativno nepredvidljivo, torej vsi si prizadevamo, da bi v maksimalni meri pač izvedli vse ideje, ampak tisti, ki imajo izkušnje z tega področja, vedo, da pač vse ideje ne dočakajo neke realizacije. Torej, mi smo tukaj zelo fleksibilni, se sproti poskušamo odzivati na najrazličnejše izzive. Če se bojo pojavile neke nove ideje, sploh če bojo to neke prebojne stvari, mi si bomo zelo prizadevali, da jih poskušamo realizirati. Je pa res, da se pravi, narava teh projektov je pač nepredvidljiva, nekako smo omejeni s kadrovskim potencialom, in pač poskušamo narediti največ, kar se da. Zagotovo pa še, če ne letos, pa naslednje leto zagotovo te razpisi za raziskovalne, razvojne in inovacijske projekte še bodo, če govorimo o nacionalni ravni. Sem pa zelo prepričana, da bo, kar se tiče mednarodnih aktivnosti, tako Evropska komisija kot recimo tudi NATO, še cel kup nekih raznih vzpodbud, projektov, programov pripravlja, tako da zagotovo si lahko obetamo, da bo teh priložnosti tudi v bodoče še veliko na voljo. Hvala, doktor Brožičeva, mogoče prej še dam samo gospe Ajdi Vodlan besedo, kar odgovore, glejte, če sprašujete o koliko partnerjev je prisotnih, mislim, mora biti prisotnih konzorcijev, v mednarodnih projektih mora biti več, tam tudi jasno piše, iz večjih držav mora biti hkrati partnerji, kar se pa tiče nacionalnih ERRI projektov, pa mislim, da to ni potrebno. Ampak tako, kot je že bilo omenjeno, želi se najti partnerje, ki znajo skupaj v neki verigi sodelovati, zato da se spodbudi tudi slovenska industrija, ki zna sodelovati. Ob zaključku, preden bomo zaključili, bi še potem predal besedo gospe Ajdi Vodlan. Ja, jaz bi se samo rada zahvalila, dodala bi mogoče še to, pri EDA je pogoj dve državi, industrija iz dveh držav, ampak načeloma pride do tega, da je vedno več, ker se res spodbuja to sodelovanje. In kakor je doktor Brožičeva omenila, pač teh pobud sploh iz tujine je res čedalje več, vsak dan nekaj novega, tako da najboljše je nekje začeti.
in potem vse te kratice, ki smo jih danes kar veliko omenjali, s časoma vse postane lažje, je pa tudi obramba res specifična v tem, da ko vas enkrat spoznajo, sploh v tujini vas čedalje več vabijo zraven in zato je recimo EDA odlično izhodišče potem za EDF in vse nadalje naprej. Najlepša hvala za organizacijo tega dogodka. Če imate pa kakršnakoli vprašanje, smo vam pa na voljo. Hvala lepa vsem sogovornikom, tako da bomo se držali nekje teh minut, nekaj smo imeli na začetku zaradi tehničnih težav, nekaj zamude, tako da bomo res planirano končali v 1,5 ure. Bi pa se ob zaključku tega še mogoče povedal, v prihodnjem obdobju lahko pričakujete kar nekaj webinarjev, ki bomo organizirali skupaj z MORS-om na temo teh, kar je bilo danes predstavljeno, tudi z temi iz EDE, moderatorji, to bomo kar ne bi rad zdaj terminov napovedal, ampak jih bomo dali, da bomo tudi te podrobne predstavili slovenski javnosti, kako in kje se lahko potem odzivate. Bi pa zdaj ob zaključku, preden zaključim, se resnično zahvalil še tudi predvsem osebno vsem tem današnjim govorcem, pa ne zato, da so se samo pridružili današnjemu dogodku, ampak zato, ker imamo resnično, lahko rečem, ne vem kolikokrat lahko rečem resnično, izjemno podporo z strani ministrstva v vseh aktivnostih, ki jih delamo, tako kot je bilo prej rečeno, polkovnik Šipec je rekel, manjka ljudi zmeraj, ampak določeni ljudje grejo, ne bom rekel, da delajo 8 ur, ampak znajo narediti več kot ne vem koliko drugih, prvič zato, ker verjamejo v tisto, kar delajo, drugi stvar, ker ko pride do rezultatov, nas to tudi vse veseli. Ni enostavno, ampak želja tista pa po uspehu, pa ko vidimo, kot smo nekaj uspešno naredili, nas pa žene naprej. Še enkrat bi se zahvalil vsem predstavnikom ministrstva, tem govorcem, ki so tudi drugim, ki danes niso tukaj, pa nas podpirajo, pa verjamete, to pa je zdaj naslovljeno tudi vsem udeležencev, verjamete, da v tujini, vsaj na tem področju, ne pravijo zaman, da je Slovenija vodilna na tem področju. Zato, ker smo se organizirali unikatno, drugače in ena stvar je zelo pomembna, ker smo izredno fleksibilni. Majhnost je včasih priložnost. In mogoče samo podatek dam, kot je bilo danes polkovnik povedal, mislim, da imamo že 120 redni tedenski, v sredo imamo redno enourni sestanek z ministrstvom, mislim, da že več kot 120 sestankov v zadnjih 4 letih. To ni sestankovanje, ampak vidite, rezultati se vidijo. Tako da hvala vam lepa, hvala udeležencem, da ste zdržali od začetka do konca. Za vsa vprašanja, kot je bilo rečeno, naslovite se na nas, vam bomo dali kontaktne podatke od vseh oseb tistih, ki so za to zadolženi. Za nas pa je bilo tudi omenjeno, kje in kako lahko pridete vsi z nami. Hvala vam lepa in lep konec dneva, čeprav na Štajerskem je sedaj bolj oblačno kot kaj sončno. Hvala lepa.